našega naslednjega gosta in sicer profesor dr. Igorja Jermana, da se nam pridruži. Profesor dr. Igor Jerman je univerzitetni diplomiran biolog na Univerzi v Ljubljani, kjer deluje na področju teoretične biologije in evolucije. Trenutno vodi Ljubljanski inštitut Biom, ki se ukvarja z raziskovanjem in testiranjem biokolja ter posebnih lastnosti vode. Je uveljavljen znanstvenik v mednarodni skupnosti, se ukvarja z raziskavami z področja nekonvencionalne znanosti. Hkrati ima obsežno mednarodno bibliografijo in redno nastopa na mednarodnih znanstvenih konferencah. Zelo smo veseli, da ste danes pa tudi Celju in zdravi. Dobrodošli. Današnja tema bi se klikala novih paradigem v znanosti in jaz sem povedal, kaj je pravzaprav načeloma je paradigma, vsaj tako, kot sem často predaval študentom na podiplomskem študiju, namreč paradigma lahko razumemo tudi kot notranje skladno skupino idej, ki uokvirjajo in oblikujejo neko znanstveno teorijo. Veliko znanstveno teorijo, tako imenovane mainstream znanosti oziroma znanosti, ki je uveljavljena. In v tem kunovskem smislu, po Thomasu Kuhnu, ki je v bistvu tisto slavno knjigo o znanstvenih evolucijah, je pravzaprav v znanosti na določene discipline, v okviru določene discipline ena sama paradigma. Nimamo dveh paradigem, oziroma imamo tisto, ki je predstavlja uveljavljena znanost, oziroma ki jo sprejema uveljavljena znanost, kar pomeni večina znanstvene skupnosti, in potem imamo še včasih, vedno izzivalce te paradigme, ki skušajo progrediti s svojimi mišljenji, ampak v kunovskem smislu to še ni paradigma, ker se hoče uveljavljati, mora vendarle postati to uveljavljeni del znanosti. In tukaj bi želel danes predstaviti, pravzaprav se tiče določenih izzivov v naravoslovni znanosti, predstavljamo dve disciplini, ki pač v 10 minutah to omogočeno. Ne vem, če se to dobro vidi, ampak skratka, tukaj sem prikazal, da je sodobna naravoslovna znanost, lahko rečemo, kot je bilo že predhodno povedano, je razvila pravzaprav neverjetne, ali pa prišla do neverjetnih dosežkov, to, da smo sposobni zgodoviti civilizacije kot znanost, recimo kot astrofizika, fizika in tako naprej, sposobni detektirati zelo dalen trg dveh črnih lukenj, kjer pride do razpraje velikostnega reda, recimo stotinke atomskega jedra, in to loči od vseh drugih šumov, ki se tako naprej, ki so dejansko drugače večji od nekih pogajanjih tovornjakov in podobno. To je ogromen tehnični dosežek. Potem, recimo, pred kratkim jim uspelo doseči kvantni preplet bakterije in svetlobe, recimo spet nekak izjemen dosežek, da ne govorimo o odkritju Higgsovega bozona. In to bi lahko rekli, da priča o tem, da smo v nekem tehničnem smislu napredna civilizacija, recimo, ki dejansko zelo dobro obvladuje materijo. Vendar je zanimiva študija iz leta 2005, ki je objavila revija Science, to je ena od dveh najbolj uglednih znanstvenih revij na svetu, ameriška. Namreč, ko je pravzaprav, nekaj 25-letnici svojega obstoja prikazala razvoj znanstvenih odkritij, temeljnih odkritij od starih Grkov do danes, se je pojavilo nekaj zelo zanimivega. Namreč, tukaj seveda, žal, nekak tehnično ni uspešno, da bi se tole videl. V glavnem, recimo, to so znanstveniki, ki so prispevali k glavnim odkritjem na levi strani med letoma 1865 in 1905.
Ne? In na desni strani so podobno pomembni med 1965 in 2005. In če bi se tole videlo, ne vem, koliko to je, potem bi videl, da imena, ki so na levi strani, kot smo Gregor Mendel, Alfred Nobel, Dmitri Mendelejev, Andreas Maxwell in podobno, v glavnem poznam, recimo Albert Einstein, Marie Curie. Medtem ko imena, ki so na desni strani in ki torej predstavljajo podobno pomembne, recimo, znanstvenike, tukaj se pa pravzaprav ime, ki pa koliko nobenega od njih ne poznamo, moram priznam, da jaz res sem da nobenega. Kaj govori to? V bistvu so se že sami spraševali v tej reviji Science, kaj se narobe znanosti, torej, dejansko mi prihaja več do nekih odkritij, in torej možno, da smo pravzaprav v znanosti že vse bistvene stvari odkrili, kar nekateri mislijo, to se pravi, da mislijo, da recimo v biologiji smo prišli do Darwinove teorije, to se pravi, poznamo zdaj, kako so nastale vrste, poznamo evolucijo, zdaj smo še odkrili genetiko, se pravi, tako imamo bližno vzročnost, kako lahko sklepamo od nekih informacijskih enot, ki jih imenujemo geni, do, mislim, na cel organizem, da ta sklop nam postaja čedalje bolj jasen in skratka, da tukaj ni več kaj novega ugotavljati. Podobno, to je del za druge znanosti, mogoče tudi fiziko, da pač dobro je Higgsov bozon in podobno, obstaja še nekaj temne lise v zvezi s tako imenovano črno materijo, črno energijo, kot ne bi v zvezi Fago, to načeloma smo že vse odkrili podobno, kot so si za časa Newtona ravno tako predstavljali, da pravzaprav se že vse ve in da bi samo še malo manjka, pa bi pravzaprav, če bi poznali vse pozicije atomov, ta hip, bi lahko na podlagi zakonov zlasti gravitacije sklepali za nazaj, kako je razgledalo vesolje in za naprej, kako bo. Torej, imamo tudi sicer znanstveni determinizem, kot rečeno, kako so se predstavili za časa Newtona, recimo pod koncu 18. stoletja. Torej, ko so tudi ravno mislili, da se je že vse odkrilo. Zdaj, tukaj seveda so še druge možnosti. Eno od možnosti je, da so znanstveniki čedalje bolj neumni, da torej niso več sposobni odkrivati, ampak kot sem že uvodoma rekel, glede na ta odkritja in glede na zmožnosti, tehnične, lahko to takoj zavrnemo. Lahko pa da je kaj narobe zorganizirano in notranjo politiko same znanosti. Definitivno, glede na to, kako znanost obvladuje različna področja, govorimo o naravoslovni znanosti, lahko rečemo, da je ta znanost postaja čedalje bolj bogata dogmatska in biološka v smislu, da je en del tega, mainstream, v določenih naravoslovnih disciplinah čedalje bolj prepričan, da je res nekje obvladujemo že pravzaprav vse bistvene stvari, ki se jih da obvladovati. Vendar, gleda to, kar raziskujemo tudi na našem inštitutu, kjer smo v komunikaciji tudi z drugimi svetovnimi središči raziskovanja, lahko rečemo, da recimo en primer tega raziskovanja biopolja ali če hočete bioenergije, lahko rečemo, da mainstream znanost, pa ne si gre za biologijo ali biofiziko in tako naprej, absolutno zanika možnost poslanja posebne življenjske energije in pripisuje to kvečemu nekim srednjeveškim, torej postalinam srednjeveškega misticizma ali vitalizma. Skratka, da to ne spada več v naše stoletje in v znanstveno obravnavo znanosti. Se pravi, to kategorično zavrača. In vendar torej, da to ne obstaja, da je to tako na kvazi znanost, to se dostkrat pojavlja tudi. In vendar je recimo neka bibliometrična študija, ki smo jo naredili na našem inštitutu, pokaže, to se pravi bibliometrična pomen po nekih podatkovnih bazah, ki hranijo članke in ko smo šli gledati pravzaprav klinične študije, glavno medicinske študije, pa po raznih izvede gestrih, reiki, healing touch, human energy field, radiant biofield in tako naprej, vse to sveda v angleščini, ker so tudi ti članki objavljeni v angleškem jeziku. Vidite, koliko je nekih raziskav, tukaj še nekaj kažejo o
objavljenih na to temo. Seveda smo šli potem tudi bibliometrično študijo gledati, koliko so res potem vredne, ne? In koliko pričajo o nekih pozitivnih izidih, pa mogoče tudi zadnjih 5 let, in smo prišli sicer do predvsem manjšega števila, vendar ne, števila, ki govori o tem, ne, to so torej bi rekli korektno upravljanje klinične študije na temo biopolija, pomeni, da gre za dvojni slepni test, za randomizacijo in vse tisto, kar spada k kliničnim študijam, tudi če se tega lotimo kot recimo farmaceutija, ne, ko me zanima, recimo, deluje neko zdravilo, ne deluje. Zapravo nekaj, pod kar bi se moral podpisati medicina tudi. To sprav, imamo korpus raziskav, pa omenjam samo klinične študije, ki smo odkrili potem drugačne fizikalne in podobne, ki govori o tem, da nekaj tajskega obstaja. In vendar je to zavračano strani, bi rekel, te glavne znanosti. Ne? Podobna je situacija v tako imenovani novi znanosti o vodi, kjer pravzaprav ugotavljamo, da lahko določenimi snovmi postopki vplivamo na splošno specialno urejenost vode. Da je voda lahko urejena, to je spet sporna tema konvencionalnih znanosti, recimo fizikalni kemiji, kjer se načelno ne verjame, da bi lahko voda držala spomin na karkoli za neko urejeno stanje več kot v tako imenovnih mikrosekundah, to je zelo kratek čas, nekaj 10⁻12, to pojavlja se tu čas 10⁻15 sekunde. Tako da to sicer ugotavlja tudi regularna znanost s to svojo glavno paradigmo, da obstaja neke specialne posebnosti vode, vendar rečemo to kategorično zavrača. In tukaj je zanimivo, da prihaja do tega, ravno tako do kolizije z dejstvi, kajti določene študije, recimo sistematična bibliometrična študija, ki nismo mi naredili, ki je objavljena, marca leta 2018 je šla, ki je pregledala 183 člankov, torej prišla je ogromne množice člankov do nekih, recimo 183, ki so narejeni na podlagi fizikalno-kemijskih metod in ugotavljajo torej tako imamo spomin vode, ki je sporen. Potem nedavno, mislim, da septembra je šel recimo homeopatski članek v ugledni reviji Nature, ki je svoj čas preganjala to tematiko in očitno so morali popustiti, ki so prizorili takrat prav žarovniški proces pod benvenistom. To je ta članek, če koga zanima, tukaj imam zelo, to seveda način vidi uredbo. Obstaja tudi cel niz uspešnih kliničnih raziskav, ki dokazujejo učinkovitost homeopatije, celo četverni slepi test, recimo objavljeno je bil Lancet že leta 1989. Kaj hočem povedati? Da obstajajo torej objavljena dejstva raziskave, ki so bile narejene na popolnoma, bi rekel, korektan znanstven način, z znanstveno metodologijo, statistiko, vojni slepi test in podobno, ki se jih spregleduje, zato ker ne ustrezajo uveljavljeni paradigmi. In tukaj pač govorim o teh izzivih. Tukaj še navajajo na koncu, recimo, torej znanstvenica Andreja Bogbo, astrofizičarka, ki jo sicer čisto spoštujem, je 14. junija leta 2018, spet letos, pisala v delu, recimo, znanost ni demokracija, v smislu, da v znanosti torej ne velja načelo, da večina odloča o tem, ali nekaj velja ali ne. In jaz ne moram truditi, da se bi moral s tem strinjati, vendar dejstva so dosti krat drugačne. Javno zdaj, ko se pogovarjamo o znanstveni paradigmi, lahko rečemo, da je znanstvena paradigma nekaj okoli česar se pravzaprav morajo strinjati večina znanstvene skupnosti. Tudi to, da se nekaj sprejme v učbenik, da torej postane tako imenovano znanstveno dejstvo nekega odkritja, da to vsi sprejmejo, velja tudi po teoriji znanosti, filozofiji, analitični filozofiji znanosti, da se mora s tem uglasiti ali strinjati večina znanstvene skupnosti. Torej, pravzaprav to ne velja. In to nekaj govori o paradigmi. Zato, če se večina strinja z večino, potem ti še s takimi dejstvi, o katerih sem prej govoril, recimo, ne moraš podreti in te označil, recimo, za kvazi znanstvenika.
Tako, torej, tega so pa bilo prav, da znanost ni demokratična v smislu, da o nečem ne odloča večina, ampak da govorijo samo dejstva. Sam res pa je, da je znanost v končni fazi neka komunikacijska disciplina, kjer ljudje, ki pač nekaj preučujejo, si med seboj izmenjujejo potem te informacije in se strinjajo ali pa ne strinjajo z nečim. Potem, da je to v bistvu idealizem. Jaz sem tukaj še nekaj izjavo, ki pa ne vem, bo to slišati, ne bo slišati. To je na televiziji sicer je rada izjava, ki težale doktorirale, da je akcent 25. do 18, ne vem, se da aktivirati, pa se bo tudi kaj slišalo. A to Mekjaviča, kdo je nalil? Glavnem, izjava je bila v tem smislu, da je homeopatija popolna neumnost se strani, recimo, uveljavljenega znanstvenika, ki ga spoštujem v smislu njegove lastne stroke in tudi iz pedagoških uspehov, ki ima. Vendar tukaj vidimo, kaj je to arogantna poza. Poza nekoga, ki je torej uveljavljen in ki si dovoli soditi v ničem, o čemer nima nobenega pojma, ker verjamem, da ni prišel delo niti enega članka, oziroma ni naredil bibliometrične študije, ki bi pokazala precej drugačno sliko. Dobro, dosti, pustimo. Okay. To je vse. Da je možda 10 minut izkoristimo in bomo okrogla mi za to vprašanje. Teh 10 minut je dragocenih za nastopajoče. Eno vprašanje bi mogoče vsem glede na prvi del vašega predstavitve. Zakaj mi na seznamu starejših znanstvenikov najdemo veliko znanih imen? Nimamo Stephena Hawkinsa. Nimamo Stephena Hawkinsa. Ja, tizga pa niste dali, ne? Ampak tizga bi spoznali. To je res, ja. Samo toliko, ne? Ampak po redu, ne? Jaz mislim, da ni nujno, da bi bilo znanost v nekaj narobe, da se nekaj dogaja s paradigmami, ki ne pustijo zdaj nekateri zraven, ampak enostavno znanost se je tako razvejala in tako specializirala, da mi tiste splošne dosežke še nekako se lahko človeštvo se uči in ti so povezani z temi starejšimi znanstveniki, nekaj novi pa grejo v detajle, ki pa nekako človeštvo ne more več slediti, navaden človek. Sej, to je prvič, ta spisek je bil pač narejen po reviji Nature, ne? To ni moj spisek. Drugič, kar se tega tiče, se strinjam, ampak to ohranja to temeljno vprašanje, ne? To se pravi, ali zdaj v znanosti lahko delamo vse še na nekih manjših vejicah, tam nekega velikega drevesa, ali je možno, da se tukaj razvija pravzaprav še neka večja drevesa in glede na to, kar osebno poznam, menim, da so torej možne še take večje veje, ne, ki pa nekako ne pridejo do izraza. To je vse. Namreč slišal sem, da lahko recimo znanosti, da recimo pridejo v določeni paradigmi geni na površje. Eno od takih je bil, v mojem mnenju, Stephen Hawking. Zanima me, ali obstaja v znanosti že taka kritična masa, da se lahko pojavi nek ki bo presegel v 21. stoletju to, da bo potegnil znanost malo naprej. Če je to, mislite, da je ta kritična masa možna že v 21. stoletju, je preveč podatkov, da bi se to na tak način pojavil, kot se je Stephen Hawking, kot se je Isaac Newton in tako naprej. Ja,
Zdaj, glede na to, kar poznam, ne, in v krogih, kjer se sicer gibljam, bi rekel, da torej, dvomim, da bi ena sama oseba, ne, se lahko pojavila, ki bi to zdaj nekaj presegla, tako kot je bil včasih Einstein, na primer, ne, svojo relativnost naturiral, Niels Bohr in tako naprej. Ampak mislim, da bo to stvar neke večje skupine, da tukaj pa mislim, da se to pelje. A posameznik pa ne more. Ker vedno je posameznik, ne smo v zgodovini, posamezniki so tisti, ki so premaknili paradigme. Zdaj me pa zanima, ker namreč zdaj v tem dobi 21. stoletju opažam na internetu, da je ogromno ljudi, ki verjamejo, da je Zemlja še vedno ploščata in dosti neumnosti vidim, zato, da bi to nekdo malo naprej potegnil, ker popularizacija tega pa to zelo tako. Ne gre v prav s tem popularnosti. Potem pa, mogoče potem